A ja, to sem vas pozabil vprašati. A ste v soboto prijeli testno obvestilo na pametni telefon? Zanimivo. Eni so, eni niso. Jaz ne vem, kaj se dogaja. A ste vi dobili včeraj to obvestilo ob 12. uri na telefon? Ne, nismo. Jaz ne. Jaz ne, jaz pa. Se pravi, da za gospoda je poskrbljeno, za gospo pa ne. Ampak se ga bom držala za let. Mož je dobil ob 12, jaz sem pa ob 4 dobila. Ja. Se pravi, mož bi preživel, vi pa verjetno ne. Tako. Kaj pa vi? Jaz sem tudi pol ob 4 dobila, ja. Za zamudo. Koliko pa je bila ta zamuda? Saj ne 3 ure. Aha. Pa vi? Enako, 3 ure pa pol. Aha. Kaj pa pisalo nacionalno ali predsedniško obvestilo? Predsedniško obvestilo pravite. Kako je pa izgledalo to predsedniško obvestilo? Juhuhu, Slovenija, uživajte v gužvi. S helikopterja zgledate še večji hlapci, kot ceste. Čao! A je bilo mogoče kaj drugega? Srečen sem, ne, to ni predsedniško, to je predsednik vlade. Ja, okej, lahko bi bilo, lahko bi bilo. Kaj pa to? Kar s Trumpom fotka. Ali pa ve kdo za kakšno dobro restauracijo v okolici OZN, lačna sem. Ne vem, v glavnem, cela država je na nogah, zgleda zaradi tega testa. Pa se vam zdi, da je ta test uspel ali bi mogoče bilo potrebno še kaj popraviti? O ja, popraviti še, posodobiti. Kaj popraviti, kaj posodobiti? Jaz tega resnično ne razumem. Zakaj pravimo, da je test spodletel? Pač uspešno so testirali sistem za obveščanje ob nujnih primerih. Rezultat testa je bil, da ne deluje. Kaj tu ni jasnega? Test uspešen, zadeva ne dela. A ni to podobno, kot operacija uspela, pacient umrl? Uprava za zaščito in reševanje s prstom kaže na Telekom, ki je v večinski državni lasti. Oni pa? Na Telekomu pa so že včeraj pojasnili. Namen testiranja je bil, da preverimo, kako sistem deluje in kje so izzivi. Test je bil uspešen, sporočilo je bilo dostavljeno na 95% celic na območju Slovenije. Kot sem rekel, test je bil uspešen, sistem ne deluje. Tistih 5% pa bojo obvestilo prejeli po navadni pošti. Bo prinesel golob pismonoša. In bil kaznovan, da je bil priden. Po priporočeni pošti, seveda, v roke naslovniku. Zanima me samo še komentar našega ministra za vojno, gospoda Sajovica. Če neko stvar ne poznaš, če jo še nimaš, če jo spravljaš v prakso, jo je treba preizkusiti. In test je uspel, ker je pokazal, da sistem prenosa podatkov med baznimi postajami in med uporabniki ni samoumeven, da bi brezhibno deloval. Vse te strukture je treba predelati, odpraviti napake in jaz bom vztrajal na tem, da se test opravi še enkrat. Meni bo enkrat kri začela z nosa teči, prav tišči me v glavi, ko ga poslušam. A ima on te odgovore napisane za novinarje, pa jih pol malo zameša. Ker ali zveni kot univerzalen odgovor zmer, ali pa čist mim. Kaj boš za večerjo, Borut? Ne vem, mogoč bom. To, sistem je tak, da enkrat so žganci, enkrat dela. Jaz bi bil rad en dan kot on. En dan, to mora biti noro. Bolj če gobe pojedu po mojem. Zdaj pa gledamo, kaj se dogaja v parlamentu. Po starem, a ni po starem, jaz bi rekel, tem po starem. A veste, kaj sem razmišljal lih včeraj, da zelo dolgo nismo pogledali, kaj se dogaja v jutru na planetu. A jaz najprej? Dej. Ajde, da vidimo. Ne gre. Ne gre? Mogoče zaradi tega, ker ne telovadim tako pogosto. Nimam mišic. A, imaš mišice? Dej, mogoče dajte probaj ti, če si močnejši. Sem vstopila. Kaj pa zdaj, kaj je pol-pol? Ja, ne vem. Najbolj, da probate doma, pa nam sporočite, ali vam je uspelo ali ne. Par mesecev jih pustimo zase. In kaj se dogaja tam?
Razumem, jutranja ura je jutranja ura. Ne vprašati mene, kaj delam ob tej uri, če sem slučajno po koncu, ker sem še od prejšnjega večera. Sem me res zanima tole jajce. Kaj, ste rekli pač, da se ne sme, da ga ne moreš stisniti. Se opravičujem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.